rekel, so malo detaljirano, pa še nismo šli v vse detalje te knjige. Če je 5 odlična, pa če je 1 nezadostna, kje bi se po teh 5 dimenzijah, torej transparentnost, skladnost, uspešnost, strategija in model upravljanja ocenil? Se pravi, overall. Lahko vsako posebej, pol pa skupno. Bom začel skupaj. Transparentnost, bom rekel, med 3 pa 4. Skladnost, bi rekel 3. Potem pa pridemo že do uspeha, kjer bi rekel med 1 pa 2. Strategija bi rekel tudi med 1 pa 2. Model upravljanja. Upravljanje, pa rekel celo 1, pa bi celo argumentiral to enko. Zaradi tega, ker si dal, Andrej, zelo dobro iztočnico. Mi kot lastniki podjetij od majhnega rastemo z zavedanjem, kako pomemben je sočlovek in kako pomemben je vsak zaposleni v podjetju. In v isti sapi pa ne uredimo statusa, kaj če se nam kaj zgodi. Se pravi, da po eni strani dnevno skrbiš, da so 40 let redno plače, prispevki plačani, da ljudje dejansko se dobro počutijo, da se z njimi pogovarjaš, da z njimi delaš, da je ta odnos, kot mora biti. V isti sapi pa ni urejen status, ki je najbolj pomemben, ker če ti danes zapreš, če se ti danes nekaj zgodi, nimaš urejenih ne naslednikov, ne faz odločanja, da bojo šli produktne in zgodbe. Torej, poprečna ocena med 2 pa 3. Jaz mislim, da dosti motiva, da pa prebereš.